Pozdravljeni. V tem posnetku si bomo pogledali razlike in podobnosti med neto sedanjo vrednostjo oziroma Net Present Value, NPV, in interno stopnjo donosa oziroma Internal Rate of Return, IRR. Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa sta dva izjemno pomembna kriterija za sprejemanje investicijskih odločitev. Oba kriterija smo podrobno izpoznali že v preteklih posnetkih, linki do katerih so dodani v opis tega posnetka, vendar pa si bomo pred nadaljevanjem s posnetkom na kratko pogledali oba pojma. Začnimo s konceptom neto sedanje vrednosti. Neto sedanja vrednost oziroma po angleško NPV oziroma Net Present Value predstavlja seštevek sedanje vrednosti vseh denarnih tokov investicije. Kot že pove sama beseda sedanjih, torej sedanjih vrednosti, so denarni tokovi iz prihodnosti diskontirani v sedanji čas. Lahko torej rečemo, da gre pri neto sedanji vrednosti za seštevek diskontirane vrednosti vseh denarnih tokov. Več o neto sedanji vrednosti in o diskontiranju si poglejte v linkih oziroma v posnetkih, ki so vključeni kot linki v opis tega posnetka. Po drugi strani pa interna stopnja donosnosti oziroma IRR, Internal Rate of Return, predstavlja diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Več o IRR, torej Internal Rate of Return, si poglejte na linku, ki je priložen v opisu posnetka. Neto sedanja vrednost predstavlja izjemno pomemben kriterij za sprejemanje investicijskih odločitev. Če je neto sedanja vrednost pri diskontni stopnji, torej ponavadi za diskontno stopnjo pri računanju neto sedanje vrednosti uporabimo kar WACC oziroma tehtani povprečen strošek kapitala, več o WACC-u si poglejte na linku v opisu posnetka. Torej, če je neto sedanja vrednost višja od nič, bomo investicijo naredili, v tem primeru bomo namreč imeli nek presežek, nek dobiček od investicije. Če je neto sedanja vrednost enaka nič, smo ravnodušni do investicije, saj nam ne prinaša ne dobička, niti ne bomo naredili z investicijo izgube. Po drugi strani pa investicije zagotovo ne bomo naredili v primeru, da je neto sedanja vrednost nižja od nič. V tem primeru bi imeli namreč z investicijo izgubo. Z drugimi besedami, oziroma če to povežemo z Internal Rate of Return, bomo investicijo naredili zgolj v primeru, ko je interna stopnja donosa oziroma Internal Rate of Return višja od WACC-a, torej višja od stroška, ki ga bomo imeli s posamezno investicijo. V primeru, da je IRR višji od WACC-a, nam to namreč pove, da bo interna stopnja donosa projekta višja od stopnje stroška, ki ga bomo imeli s posameznim projektom. Torej, od projekta bomo dobili več, kot bomo za njegovo financiranje plačali. Tukaj si je pomembno zapomniti, da bomo torej investicijo izvedli v primeru, da je neto sedanja vrednost višja od nič in je IRR višja od R. Če je IRR višja od WACC, to pomeni, da je neto sedanja vrednost investicije višja od nič in obratno. Če je neto sedanja vrednost višja od nič, to pomeni, da je IRR višja od WACC-a. Če je torej pri investiciji izpolnjen ali pogoj za neto sedanjo vrednost ali pogoj za interno stopnjo donosnosti, je torej izpolnjen tudi drugi izmed teh dveh pogojev. Hvala za pozornost. Lepo vabljeni, da si pogledate ostale posnetke na našem kanalu, nam sledite ter všečkate ta posnetek. Se vidimo naslednjič. Adijo.